Od tod na meji med Kungoto in Svečino so začeli včeraj nekaj po 17. uri prihajati prva poročila o vremenski katastrofi, ki se je zlila nad te kraje. Danes smo obiskali teren in ugotovili, da je škoda res velika. Včerajšnji dan ste se najbrž zapomnili po zlu. Ja, sigurno sem se zapomnil, dobro. Kako se je začelo vse skupaj? Ja. Najprej je veter začel, malo dež, pol pa je začela kar toča med dežom. Pa je bila velika? Velika, ko jajca. Ste se ustrašili, kaj? Malo, ja, veter, da. Ste se prvič srečali s tako močno točo? Prvokrat. Kaj pa kakšna ponudba za pomoč je že prišla? Je prišel kdo gledati, ocenjevati škodo? Ne, gasilci, kaj so bili včeraj pokrili, s polem so nam pokrili, pomoč pa zdaj še ni. Na občini smo videli danes, zdaj pa ne vemo, bo kaj v države dobili, ne bomo dobili, ne vem. Kaj mislite, bo država dala? Po mojem, da ne. Kaj za vas pomeni ta katastrofa, ki vas je doletela včeraj? To je še ena izkušnja v življenju, ne. Katastrof je že dosta, že tudi drugače v življenju, ne. To je pa še pika na i. In ta pika na i je prišla včeraj kdaj? Včeraj popoldne, koliko jih je bilo. Prvo je bilo malo, potem v smislu zdaj pa nehalo, ne. Potem pa kar ko jajca letelo, ne. Je kdo prišel z občine pogledati že, kakšna je škoda? Ne, jaz sem bil 5 let delavec na občini, zdaj še nihče ni prišel. Je pa poslal mi tu sosed, ki je bil pa prej župan, pa mi je poslal že pomoč. Je bil tako dober? Je bil tako dober, gospa je prišla pa mi je poslala. Je rekla, pomagati ne more, zato so mi dali pomoč. In kako mislite zdaj sanirati to? Ja, zdaj zaenkrat z starimi, ne, potem pa tegola. Druga ni. In bo denarja toliko? Bo moglo biti. Moralo Če biti. ne bomo pa na dež, ja. Si že doživel, kdaj tašno neurje? Ne, to je bilo prvič, tak katastrofa res. Odkot si pa gledal? Jaz sem bil zunaj, ker sem pokrival pa reševal, kaj se je le dalo. Kaj ste rešili vse? Ne, vrt je totalno zbilo, potem pa ostalo rože pa to vse.